Poglejte se eno zgodbo drugega Brancina! Draga družba, en lep pozdrav spet na kanalu Lunca Films. Evo, hvala, ker spremljate tele zgodbe. V glavnem, danes je posebna misija in sicer solo podvodni ribolov, preganjanje brancina. Zakaj preganjanje brancina? Zato, ker danes napadam, bom rekel, plitvine, tele lušne uvale, take plažice pa tako naprej, da najdem kakšnega brancina ali pa vsaj cikla za hrpačo, če ne drugega. V glavnem, evo lej, že lepo oblečen, v nulo spadinen, danes sem se lepo kar v marini pod tušem oblekel, tako da to je res luksus zdaj rato. A veš, se ne rabaš več zunaj nekaj napenjati, pa to lepo pod tušem se oblečeš in čau rozi. Tako da, evo nič, zgodba teče dalje, evo pa da povem v bistvu, kam se zdaj pelem. Napadamo vzhodno stran Krka in sicer del, kjer se stene previsijo, bom rekel, v take lepe plažice, lepe uvale in tako naprej. Lej, pa da najdemo zdaj v bistvu kakšno hudo lokacijo, ne? Danes je morje res ful miren, vetra praktično nobenega, majčkan je oblačen pa to, ampak tole bo fenomenalno, jaz že čutam, ne? Se pravi, brez tega dela gremo v bistvu na tale hrit moj, ki ga imam tamle naštimanga, da se potopim na njega. Nisem se potopil že letos, oziroma od lani se sploh nisem potapljal na tistem hridu. Se pravi, hrid, dva kroga naredim lepo okrog hrida, da vidim kako pa kaj. Če je slučajen kakšen planilc, ki bi mi sedel kar pes, če se čisto iskren. V glavnem, pol pa lepo noter, takoj v zalivčke, sidram pa sam gas po vodo, pa da vidimo tole zgodbe. V glavnem, ostani na kanalu, ker zgodba zdaj bo postala zanimiva. Nimam pojma, kaj bo, a bo kaj ribe ali nič, ali bomo jedli hrano z orečke. Evo, družba, zgodba je v teku, kva ne rečem. Glej to, sonček se dela, pokrajina je prečudovita. Glej to, da vam še predstavim novosti za zgodbe. Se pravi, na čolnu je zdaj trenutno nova luč, ki svet 19.000 lumenov. Se pravi, po noč, ki posvetaš sončen dan, takoj, sred noči. V glavnem, to je nova pridobitev, ne? Zdaj pa tukaj prišel sem na tale, se pravi, ful je mirno, ful je top, brez kakršnega koli vetra, majčkan je sicer tok klele na temu hridu, hrid je tale že značilen, da majčkan bolj ga tok daje, ne? Mislim, tok daje. Tokovi so okrog tega hrida, ne? Tako da ga lepo sidraš v tok in ti ga majčkan več ketne mu daš in pol ga skozi lepo špona, pa skozi ga imam na očeh, da se lahko pol sproščeno potapljaš, pa da se prepustiš pač ribolovu, a ne podvodnemu. Tako da lej, evo, dajem še kamero, dam na puško, pol pa sam pod vodo, pa da vidim, če bo kaj materijala, a ne, ko mi čakam. Res, nisem se potapljal že res toliko dolgo, da že skoraj pozabiš, no. Klele pa res, toliko je sproščujoče, da je to neverjetno, ne. Klele je to en tak poseben hrid, ki je meni padel že prvič, ko sem enkrat prišel na tale
na tale hrita, ne, mi je takoj ostal v spominu, pa sem rekel, tukaj bo pa treba malo večkrat iti, ne, in evo me, nazaj sem se vrnil, pa da vidim zdaj, če pozim kaj robe, ne. Poletje sicer bilo dobro, so se tukaj tudi te barakude pojavile, pa vsi živi predatori tukaj le pridejo, ne, da vidim zdaj, kaj bo pozima, ne. Nič, gremo v akcijo počas, to je to, le koliko sem lepo nametel v skrino ledu. Evo, to je nova metoda za delati led, se pravi, če radi jeste tale jogurt, grški jogurt, ne, dobite une velike lončke, une pakiranja, ki so, in dajte to zmrzvati, ker to toliko hud led rata, da imate pol prav, dolg časa vam zdrži temperatura, ne, pa za ribe pa vse to, da imate noter na frišnem, to je en tak majhen trik. Zdrži pa to tam do 3-4 dni, ne, če ga dosti veliko namečeš. Jaz sem nametel zdaj, se pravi, 3x po liter pa pol flaša, pa ostale, bom rekel, tele, kaj so že, te lončke sem nafilil z vodo, jih je pa tudi ene 7-8 komadov, tako da ledu ne zmanjkalo, bi ga prodajal. Pa bila zgodba. Evo, lej, tukaj le imam dol zdaj, tako fino kišto, ki jo lahko prestavljam levo, desno. Noter imamo teži, vso to opremo, ki jo rabam imeti za fishing, tako da vola, gremo v akcijo. Jaz sem skoraj že, da ne ready, še malo fines določenih, evo, loj, škva mi ga res pozim morija, ne. Naložen moram biti, ma skoraj 20 kg, da se potopim tako, kaj treba, veš, in to me toliko znervira, da je to noro. Ampak še vsem se boljš potopiti, kakor pa ne. Pa je pa križ boli, če sem predolgo hodil. Što je tudi noro. Tako da, evo, rokavice, 5 mm za pozim, če ne, ni nič. Če ne je to zima, huda zima. Evo, maska proti rušenju, se pravi malo sprejček. To je to. Las. Evo, sprej, maska, cka, se pravi na nogah imam, plavutke imam, uteži imam, ura je, v glavnem sam še, da naredimo zgodbo. Sam še to se nam manjka, evo. A ja, puška. To je malo. Najbolj pomembno stvar sem valjda pozabil, valjda, le kako nam tega mojega interceptorja lepo zloženega v borši, da se ne popraska. To je res lepo negovano, bi se lahko rekel. Caka, to so mi pa zrihtali prijatelji iz Srbije, res legende. Tole futrola, da lahko lepo pospravim puško, a ne. Takole moram zdaj s to ven potegniti. No, pa dajmo, ne. Evo. Caka. Takole. Caka. Evo, puška je ready. Kvaj fajn, je miren, more. To je nekaj najlepšega, res to. Da vidim s to deli, pa bo že kar malo matra. Cak, rokavice imamo. Maska je, naprskano je. Utežimam pa tukaj, evo, naložen sem k žival. K šerpa, bi se lahko rekel. Ampak, tako pač je. In drugače ne gre. Evo, gremo. Tole imamo.
Nič uspeha, nula. Evo, nula uspeha. Hiter sidro dvignem pa noter uvale. Glede je bil mečkan bolj strm del, zdaj pa mečkan v plitvino tam je pogledati, če bo kakšen brancin. Fuck, daj no. Daj, da bo kaj za pojesti, a ne pametnega. Evo, družba, nič sreče, tako da dižem sidro, zdaj bi se lahko rekel. Dižem sidro in to kar na pomoč. Evo, družba, prišel sem na tisto plažo, če se spomnite, če ste gledali video, iz Jetom sem šel na divje. In evo, to je ta plaža, točno tale, le kva je huda. Čist nobene žive duše, ni morje, je miren, uvala je fantastična. Noro, no, res noro. Evo, tukaj le lepo posidram, pa odplavam tale rt, tele uvale dele pregledam za brancina, da vidim, če bo kaj sreče, ej. Glej to, kakšna milina, no pa to je noro, ej. Kar ne moram verjeti, ej. Sam sretnik jer in ni žive duše. Ni žive duše, narava je čist tih, v glavnem vse se je umiril, noro, nimam besed. Evo, lej, točen tamle je kotiček, kjer sem naredil mislim, da sem naredil bivija, ker sem šel z Jetom kampirat. Tako da, poglej še ta video, no, vse je bilo zanimiv. V glavnem, nič, gremo po brancina. Druge ni. Dež. Dež pada. Glej to. Dež iz nikjer. Družba. Družba, pa to. Imamo ribo.
In to ne kar eno, lej to, čez cel stegen, Branko! Fuck, plaval sem kažval. Lej ti to. Lej ti to petardo od brancina. Pazi to. Lej to, kam sem ga zadev. Headshot. Čisti headshot. Ko me kolen boli. Evo ga. Čisti headshot. Čisti. Samo ugasnil sem ga. In ta petarda mora imeti ene 900 ali pa jurja gramov. Tako da dele ga zvagamo. Se veš, da brez svaganja ni nič, a ne. Brez svaganja nisi ujel nič, če kar nekaj na pamet govoriš. V glavnem prav presrečen sem, da je saj tale Branko dele padel, ker, a veš kva pa to danes večerja. Sprot, ko sem plaval nazaj, itak druge ribe ni bilo, sem se odločil, da bom sred tega zaliva si ga spekel pa pojedel. In to bo ta zgodba. Uradno tehtanje. Uradno tehtanje se temu reče, evo, poka, Branko, evo, 0-0. Jaz rečem, ajde, koliko rečeš? Jaz mislim, lega, je kar petarda, veš. Jaz rečem, školiko rečem, kilo, ajde, ne bo kila. Se pravi 1165 gramov, se pravi dober kilogram, 1165 Branko, lega. To mrcina, jedli bomo kaj norci danes. No, to je pa zgodba, ne. Lej, saj nisem plaval zastonj. A veš, koliko je to noro, kad takole se spravaš delati en video, pa da narediš neko zgodbo, pa vse to. Pa hočeš narediti nekaj, da je uspešen, veš. Čeprav je dele toliko najslabša sezona za tale podvodno ribolov, je to noro. Tudi enega ni navodilo, ribičev ni nikjer. Jaz sem dele bil mečkan ustrajen, pa sem šel takole se poditi. Pa dele moram izkoristiti, ker ni vetra. Evo, jaz pravim, moj moto je, najslabši dan na morju je še zmer boljši dan, kakor pa najboljši dan v pisarni oziroma v službi. To so modre, to so modre. Follow for more. Evo, zdaj pa spadenam tole ribo mojo in tole bo danes po moje najboljša večerja po dolgem času, res. In sicer, lej, zdaj pa treba jo je spadenati, ne, se pravi, luskice. Ampak ja, lej, na koncu zgodba je uspela, se meni zdi. Zdajle pa še tale frontica drža, gre tukaj lemem, pa bom pa lepo popekel tole ribo, tako kot se zagre. Prav vse uporabljam, kar je tukaj na barki. Tako da, evo, prvi testi so že v teku praktično, ne. Tukaj le, tele platforme vidiš lepo. In ga bom lepo samo popadenil, tako kot se zagre. Čim bolj teh, to je treba čim bolj spucati, da je zadevca, da ni toliko, kako bi rekel, spet kolen, ne, valjda, čim bolj je treba spucati škrge, da ni toliko grenaka, ne. Evo ga, vola. Še ta drobovina. Glej to, kva je to čist meso. Tako je skrvel, glej to, sploh nič ni umazan, glej to. Škaj je to, školiko je to, ka ni riba bila niti majčkeno vznemirjena, ka je umrla praktično take smrti hitre, da se niti ni matril, pa nič.
In tole bo, to je najboljši meso za jesti, kar je možno. Lej, čist bel, ves ta drobovino pa to daš lepo ven. In to bo dele nekaj najboljšega, kar je možno. Ne. Evo, riba je oprana, spucana, pripravljena direkt za na žarček. To je noro. Ne rabim ga niti prat, ka bo itak. Jaz takole ribo kar operem iz slano vodo, da ima res tak ta prav okus in to je to. Zdaj pa da še mečkeno očedmo. Zdaj imam tukaj vse svinjsko, tega saharskega peska. To je noro. To pa še ne. Pridi. Tako da, upam, da tole dobro, no. Ja, peče. Ko mi čaka, da probam tole ribo, a ne? Zgleda bolano. Še zgodba? Daj to, move. Prav počas se peče in bom imel že čisto medium pečeno. Sploh ne uranka, ne. In v bistvu bo zgodba taka, da bom jedel zdaj lepo direkt iz tortilje. Leto. Saka. In bom direkt. Čakaj, da prvi moram probati tale wasabi, a ne. Tale wasabi, če je sploh za kaj. Da prve testam gris, leto, kaj je to. Leto, kar stran leti od kosti. Leto. Malo je pekoč ta wasabi. Tak, kada bi rekel, pizda rija, malo ljuta je. Leto, ribo! To je kao en odbit hrena, ne. To je pa noro, ne. Če mi dele padle, kam se mi kar oči solzijo. Kva je to zgodba, ne. Jaz sem pomislil, kva je to gurmanska, huda scena, vse ni, da ni. Evo ti ka, ne. V glavnem, tole je ka en hren. Prav zažgeti, da ti kar požene česa, ne, kar čez oči mi šlo. V glavnem, nič wasabi odpade. Wasabi odpade, pazi za to. Glej to, direkt, noter, to je noro, no, to je noro.
Branko Jufka. Oziroma tortilja. Le to. To je noro, le to je noro. To sploh ne mogo cele pojesti. To sploh ne mogo cele pojesti, le kva to pada od kosti, to ne moreš verjeti. Kar Jufkom naredil, z brancinom naredil Jufko, še sam ne morem verjeti, ampak lej, to sem se sprot spomnil, a veš, to so te zgodbe, ki nastanejo spontane, a ne. Saj, če ne bi nič ujel, bi pa vrečko nažigal tamle, a ne. To bi bilo po svoje zanimivo. Sam tole je definitivno boljša, ne. Lej to. Lej ti ta mes, no. Lej to. Čist pure meso, bel meso. Lej to. Joj. Pa se to človek se ti zmeša. Fuck. Boljše brez wasabija. Jaz kar po domače, a veš, nič s priborom, pa nič to, kaj divjak, a ne? In to je to. V glavnem, božansko je. Kva odmeva, Družba, evo, tako kakor vsega lepega je zmer tudi tega lepega konc. In evo, jaz mislim, da je današnja solo misija preganjanje brancina uspela. Tale večerja na divje, a ne, je pa sam še ena pika naivna češnca na vrh torte, a ne, ki se meni zdi fenomenalna, ker nisem imel plan tega narediti v videu, oziroma nisem vedel, ali bo sploh karkoli od ribe, ali bo, ali ne bo, ali kaj bo. Tako da zgodba se je prav dobro zapeljala, se meni zdi, a ne. In hvala, ker ste bili spet na kanalu Lunca Films. Naročite se, šerite, hiperlajkite, v glavnem naredite zgodbo še vi, ker rastemo skupaj. Tako da hvala, pa se ga. Dragi moji, hvala, ker spremljate kanal Lunca Films. Za vse tiste, ki pa bi radi doživeli te nore dogodivščine skupinskega ribolova in pa divje avanture na Jadranskem morju, vas pa vabim, da me kontaktirate na Instagram, na privat, kjer vas usmerim na ta forum, kjer se bomo lahko dogovorili za naprej. Posebna zahvala pa tistim, ki donirate in podpirate kanal tudi z finančnega vidika, zelo pomeni, saj to poganja Lunca Films na vse teh avanturah in zgodbah v bodoče. Se ga, družba.